Živijo, dragi poslušalec ali poslušalka, in dobrodošli na podkastu Umetnost lenarjenja. Moje ime je David Zupančič in v kratkem se mi bo na pogovoru pridružil dr. Mark Racman, specialist kardiovaskularne kirurgije. Če bi lahko nekje videli videoposnetek najinega pogovora, če bi lahko videli med pogovorom, bi najbrž opazili, kako sem sedel praktično na prstih, če lahko tako rečem, na robu stola, navdušen in povsem prevzet od Markovih zgodb o transplantacijah srca in o letenju po Evropi v sklopu transplantacijske dejavnosti. Jaz sem Marku zelo hvaležen, da je z mano odprl izjemno pomembno in žal dostikrat tabuizirano temo darovanja organov. In to temo je odprl na najbolj možen, razumljiv in empatičen način, ki bo zagotovo, verjamem, marsikomu od vas odgovoril na nekaj pomembnih vprašanj, zelo pomembnih vprašanj in razjasnil to izjemno pomembno življenjsko vprašanje donorstva, ki ga žal puščamo v ozadju, je pa prav, da se mu posvetimo, zakaj boste slišali tudi tekom epizode. Čisto vsak od nas namreč, ali pa večina nas, velika večina ima potencial, da reši do 9 človeških življenj, ne da pri tem karkoli izgubi. In to krasno življenjsko modrost načelo vam bova podrobno razložila tudi med podcastom, med pogovorom. Sicer pa kdorkoli, ki je kdaj slišal karkoli o srčni kirurgiji, tudi čist laično iz filmov, knjig, serij, najbrž lahko že samo ugotovi, da Mark Racman, specialist kardiovaskularne kirurgije, ni ravno tipičen gost za podcast, ki ima v imenu besedo lenarjenje. Sami boste seveda lahko slišali, kako intenzivno, naporne in dolge izmene v službi opravlja Mark praktično vsak teden. Je pa tako, seveda moj podcast se imenuje Umetnost lenarjenja, ni pa moja rdeča nit neka želja po pogovoru s posamezniki, ki, tako če lahko rečem, bolj hibernirajo v življenju. V bistvu želim in iščem sogovornike, ki so zanimivi, ki odpirajo nove poglede in perspektive in konec koncev tako mene, kot tudi vas poslušalce naučijo nekaj novega o svetu ali o življenju. Medtem ko ob vsem tem seveda želim vedno upoštevati tudi kontekst skrbi za lastno psihično in fizično zdravje, tukaj nekje mogoče ta moja termin lenarjenje, ali pa celo bolj vprašanje, kaj početi ali kako skrbeti zase, da bom lahko to svoje izjemno pomembno poslanstvo izvajal tudi na dolgi rok. No, v tem kontekstu mi je Mark tudi zaupal svoje načine spopadanja s stresom in s pomanjkanjem časa, pa svoje iskanje ravnovesja med službo, prostim časom in družino. Jaz vas za konec tega uvoda vabim še, da po poslušanju podcasta sploh, v primeru, da se vas ta tematika bolj dotakne, ali pa enostavno, če bi radi izvedeli še kaj več o tematiki transplantacijske dejavnosti v Sloveniji, o procesu donorstva po smrti, obiščite spletno stran javnega zavoda Slovenija Transplant, kjer lahko dobite vse relevantne informacije. Bom pustil ta link tudi v opisu epizode, poleg drugih knjig in člankov, ki jih v pogovoru omenjava z Markom. Hvala vam iskreno za obisk in seveda za vaš čas in uživajte v pogovoru. Živijo, Mark. Živijo, David. Dobrodošel in hvala ti. Ja, ni problema, s veseljem. Kako si se kaj spočil? Ja, malo sem se spočil. Sprašujem zato, ker nazadnje smo se videla okoli polnoči danes v prvem nadstropju kliničnega centra, tam v intenzivi. In zdaj tukaj snemava, tako da oba sva spila že kavo. Ja, že ne vem katero danes. Ne, v redu bilo, jaz sem pol enih prišel domov in zjutraj ob 7 je bil nazaj v službi. Pa da kje blizu živiš vsaj? Ja, vsaj to, blizu živim 10 minut peš, kar je kar... Zato mislim, vi ste veliko pripravljenosti, najbrž še kar fajn, če tako blizu živiš, da treba kakšnih hotelov pa najemati. Ja. No, ko smo v tem, vse mogoče bi te jaz za začetek prosil, ker tudi mene ful zanima, malo to tvojo zgodba ali kako bi rekel pot do naziva specialist kardiovaskularne kirurgije, pa malo kaj to prenese za sabo.
zdaj sva že načela to, da moraš blizu živeti in tako. Ja. Jaz sem Mark Racman, sem specialist kardiovaskularne kirurgije. Sem prišel na faks z idejo, da bi bil urgentni zdravnik ali pa anesteziolog. Se mi je to zdelo ful zanimivo in se mi je zdelo delo na terenu mi je bilo ful všeč. Pol pa pred klinikami ni glih najbolj ležala. Jaz nisem tak zelo študiozen tip za neko težko teorijo in sem imel tam kar težave, tudi kakšen letnik ponavljal, kakšen ga pa vzel. Potem sem pa prišel na kliniko v 4. letnik, so se pa zadeve malo bolj izkristalizirale, tako bi rekel, so dobile svoj zalet. Smo imeli predavanja iz kirurgije, je bil tukaj takratni predstojnik kardiokirurgije, profesor Geršak, ki je rekel, da če koga zanima, lahko pride operacijsko gleda. 4. letnik že, ne? 4. letniku, ja. In jaz sem pol šel v operacijsko, sem se tako z njim zmenil, če lahko pridem, in je bil skoraj tako drug dan. Sem šel tja in še danes vem, kaj je bila operacija in cela ekipa, kdo je bil in vse, in sem se čisto zapomnil, sem se prvič kirurško umil. In mislim, da sem se takrat kar okužil s kirurgijo. Ok, zdaj mogoče sam ta stavek malo razloži za one, ki niso medicinci, ki mi je ful zanimiv, da si se prvič kirurško umil in okužil s kirurgijo. Ja, to pomeni, ko vidiš v filmih, da si pač se postaviš v enem koritu, vzameš ščetko in začneš ščetkati konice prstov od nohtov in se počasi premikaš do komolca. To je tako najbolj temeljito umivanje rok. Ja. In pol tudi, ko hodiš, tako operacijsko greš, ko imaš roke gor in se probaš nič dotakniti in na začetku nisi najbolj veš vsega tega, se skozi dotakneš stvari, ki se ne bi smel, temu rečemo, da se jo ne steriliš. Kaj je še bolj stresno, če si nek študent, ki opazuje, pa se ti tam, ki nisi sterilen, dotakneš. Ja. Zelo kirurga, ki ni najbolj navdušen. In tudi tako, povsod po svetu je, da se mi zdi, dokler si študent, te tako jemljajo skoraj kot neko nadlogo operacijski. Skoraj kot nek liability. Ja. Slovenski to rekel. Nevarnost, ja. Tako, da je ful, ali pa, ja. Nevarnost pa je bil najboljši prevod. In tako, mislim, tako, res to, ko si rekel, mislim, če se koga dotakneš, ali pa tudi inštrumentarke so zelo, te gledajo oko sokolovo, pač kaj se dogaja, kar je pravno, pač morajo skrbeti, da zadeve vse potekajo normalno. Ja, in takrat pač sem se prvič umil in stopil k mizi in je bilo to. A si stiril, mislim, si bil prav zraven? Ja, jaz sem bil temu se reče četrta asistenca. Ja, zato te sprašujem, ker jaz sem tudi študijski glednik Marka šel tako kao gledati, če me zanima kirurgija, ampak meni se je vedno zdelo, da je to težko dejansko videti, kaj dela kirurg, ker to mogoče v filmih, po serijah se malo drugače prikaže, da je tam kamera not svet v tisto trenutno odklino ali karkoli, ampak v resnici pač ti narediš čim manjši res, kaj je možen in pol ta glavni kirurg noter gleda direkt tja, luč ima not, roke ima zraven in mu prvi asistira še kaj vid, ti se pa zadnji tam steguješ, res skrbiš, da se če se dotaknil in ti si takrat dozvidel, da te je prijel to, že takoj? Ja, v bistvu me je takoj prijel, ker mi je bilo to vse tako, pač tako poseben svetno, bilo ful všeč. Kot so študente, v bistvu se mi zdi, če kdo posluša jih, lahko zanima, malo ta pot do specializacije v resnici, ker se mi zdi, da se tudi malo razmišlja tako kardio pa neurokirurgija, tako nek tak pedestal, da moraš biti prvi v letniku, da moraš... Ne, daleč od tega, nisem tokno poprečje, nimam nad 9 na to. Lahko rečem, da je nad 8 bilo. Se pravi, je v bistvu nek bolj proces, bi rekel, jaz angažmaja. Ja, ker sem po tistem, sem tako, kot se je rekel, jaz sem videl glih dovolj, da me je zagrabili. No, tako tudi si profesor je bil tak, da je lahko če je pokazal, si se malo dotaknil srca. In pol na koncu zadnjem del operacije sem pa jaz lahko, v kirurgiji imamo zelo velike hierarhije. Pač pri operaciji, če rečeš, imaš operaterja, pol je prvi asistent, drugi asistent in dokokar gre. In jaz sem bil takrat 4. asistent, kar pomeni zelo tak zadnji, ampak zave kufuaj. Ja, skoraj, Ne, sej je tako, veš, ne, da držal si en šiv neki, ampak me je kar zagrabil. In pol na koncu, ko se je pa zaperil pacient, sem pa jaz lahko bil prvi asistent, mislim,
kot tismo, ki je zapiral, ne, in je bilo meni to noro. Ja, on je šival, jaz sem pa sam škaricami, lahko je strigal, pa s kljukcami vlekel. Kljukce so taki inštrumenti, kavlčki neki, da umakneš, da vidiš, kot si rekel, da narediš mehan res, pa da lahko vidiš, kaj je še noter v tej luknji. To, ko si asistent, pa ti reče, da mi tle malo pokaži in ti, če dobro pokažeš, te fulano. Ja, to je tako. Pol je mene ta kirurgija tako ful zagrabila in sem se rekla na naši katedri za kirurgijo zmenil, da sem hodil volontirati v malo operacijsko. To je nekako prvi postanek. Ja, to je taka začetna postaja. In tam sem se naučil šivati. To je ful pomembna postaja. Ja. Jaz sem isto, takrat, ko smo šli v Zambijo, sem rekel, točno to je, takrat sem že rekel, ne bom kirurg, ampak takrat bi znal recimo šiv nastaviti, dol potegniti in to je ta mala operacijska, mogoče kdo, ki je že bil tam za take posege. Ne? Ja, to je tako in tudi večina ljudi, tudi kasneje, ko sem bil specializant, jaz to mali operacijski, pa so prihajali študenti, kdorkoli pokazal kakšen interes, so bili vsi zmeri toplo sprejeti, tako da tudi jaz apeliram, no, če koga to zanima, ne gre pač v malo, kot rečemo, in tam se začel učiti svojih prvih korakov. Ja, meni se zdi to taka dobra kombinacija, ker tam recimo nek nadzorni specializant, specialist ali pa specializant proti koncu specializacije že nima toliko, sploh tudi želje, ne, teh šivov nastavljati na spočne rane, študentom pa to ful pomeni in pol v bistvu en drugmu pomagaš na nek način. Ja, to pa tudi tako na začetku je sam že prav si rokavice obleči, je že to, si se nekdo mogel s tabo ukvarjati, pa te to naučiti. Da obleče sterilne rokavice tako, da ostanejo sterilne. To pomeni, da mora klekaj to razlagati. Ali, ja, tako mogoče, kot čisto zanimivost je, ne, ker to ljudje mogoče ne pomislijo, da ti v bistvu odpreš paket in not je sterilna stvar. Ja. In zdaj si moraš dati to na roke. Tako da še zmeraj ostane sterilna. To pomeni, da ni nobenih bakterij, nobenih virusov, nobenih gliv. Praktično, če se ti z enim prstom dotakneš površine, ki je zunaj, potem je to nesterilno. Ja, tukaj lahko tudi povem, no, ta študija, ki se zmeri reči, ali pa pravilo 3 ali 5 sekund, če kaj pade na tla, da je čisto, to so šli enkrat gledati in so ugotovili, da ni. A jaz sem prav... čim se ti dotakneš, kar si rekel, je to, je konc. Slaba novica za vse piškote na tleh. Ne, to pa vsi jemo, no, kar se tega ti. Mislim, kar poješ, pa roka, ki jo daš v prsni košnik, pa je drugače. Ja. To mora biti malo bolj čisto. A veš, tole umivanje kirurško, to si mi pa zdaj dal čisto, sem se spomnil naše Zambije odprave, ker smo šli tudi asistirati v operacijsko in tam so ti pa polivali vodo čez, če ni bilo vode. In jaz sem skozi sam razmišljal, a je lahko ta voda, ki stoji tam že nekaj časa, ne vem koliko, kao ne zelo dolg. Je to bolj čisto. Ja, da bi prav tle neko kolero polil čez, pa greš oprijeti. Ampak lej, zapletalo to, kar so tam bili na konc vidiš tako, no, da naše relativno udobno življenje ima prednosti. In slabosti. Ja, pa mogoče niti ne slabosti, ampak nekako te razvati na način, da se ti zdi, da drugačni gre. Pa vidiš, da če je nujno, da se da. Tako, da se ful da, no, in oni so v tej adaptaciji ful dobri. Ja, se pravi, pol če skočim, si diplomiral, do diplome si že veliko v bistvu prostovoljno delo. Ja, jaz sem prišel še sem šel v dr. Gregoriču v Houston in sem tam bil 2 meseca, prav sam na kirurgiji, še v tisti bolnici, ki je prej delal v Texas Heart Institute. In sem šel prav z namenom tja, da sem rekel, da vidim, mislim, da je meni kirurgija všeč in da vidim, če zdržim 2 meseca s kirurgijo, pol je to, če ne pa pač bom kaj drugega iskal. In ko sem prišel po 2 mesecih nazaj, je bilo meni sam še bolj. In tako, fun fact ali pa trivia, tisti, ki je bil prvi asistent pri tej operaciji, ta prvi, ki sem jaz bil umit, je bil takrat pol leta pri dr. Gregoriču v sklopu svoje specializacije in sem bil jaz pa še 2 meseca z njim in je on tako še dodatno me okužil s kirurgijo. Ja. A on je bil tako spet ti? Ja, spet ti in pol, ko sem prišel nazaj v Slovenijo, nisem imel niti številke njegove, sam mail sem imel in sem mu napisal, veš kaj, če bo še kaj kdaj rabil tkle za koga za pomaga, daj plis poklič me, to je moja številka. In po me poklical, mislim, da ta prvič je bila ena velikonočna nedelja, tako se to in delo velikonočna sobota, ker smo imeli neko družinsko kosilo in tako pač je začela ta zgodba, ki jih je bolj še velikrat bilo, da ostaneš pa greš, ker te pokličajo.
To si šel kot študent še tako. Ja, kot študent, ja. In tudi, pa sem pa jaz že kot študent ful veliko volonterov in sem pol začel, pa se tako pač učiš kakšnih posegov in tudi pol, oni, ki te spoznajo, ki si ti pri njih že tako 2 leti, vidijo, koliko ti lahko zaupajo in so me začeli imeti s sabo tudi na eksplantacije. Aha. Ja. Pa kako pa to zgleda, kaj si spet mogel vstati iti in ste šli po srce, da je? Ne, bilo je tako, da sem enkrat tukaj bil, pa malo je bilo glih za vikend, mislim, da sobota ali pa nedelja, če je bil vikend, ne pozdravljam svoje starše, sploh imam reči, da je tako prijava bila. To bo moja lajša. Če je bil vikend, sobota ali nedelja, ja? Mislim, da je bila nedelja, ker bi pol pač delovnik ni izmeni, pač to vse lahko rečeva. Ja, je bil delovnik naslednji dan in so delali neka urgentna operacija in so rabili drugo asistenco. Pa so me poklicali, sem prišel in bila še ena operacija, pa so pa dobili obvestilo, da bo transplantacija, da bo srce. In so rekli, če bi šel jaz zraven iskati ta srce. Ja, in veš tako, ja. V Ženevo, a veš. Ženevo, ne, bilo je v Heidelberg. A ja, je bilo tako, vsem? Ja, je bilo. A ste leteli pol, ne? Smo leteli, ja. Ste šli v avto, pa Ne, smo šli tako, nas je rešilc pobral v kliničnem, nas je pelil na Brnik, prav do aviona, tako kot vidiš v filmih, po stezi do aviona, pa smo šli v avion, v tak private jet in smo se odpeljali v Frankfurt in tam so nas odpeljali v bolnico, v Heidelberg, in pa se je tam naredila eksplantacija. To pomeni, da so se pobrali, odstranili, izrezali organi, tako veliko organov pri tej gospe in pa smo prišli nazaj v Ljubljano in so noter rušili. To se sliši tako kot nekaj, kar za študenta noro, zanimiva izkušnja, si predstavljam, da priješ asistirati, pa so tako, a bi šel tako z nami na private jet do Nemčije po srcu. Moro. Ja, to je bilo vse takrat, oni so sam tako rekli, ja, lej, zdaj bo transplantacija, boš vstal. Ja, z veseljem vstal, seveda, ne, zakaj ne, mislim, pa so rekli, bi šel zraven, ko došli skrat, ja. In pa so se nekaj začeli hecati, ja, boš jetom šel po Evropi, boš letel, kaj se dogaja? Ja, nema koliko užina iskati. Kaj se dogaja? Noro, jaz bi se ful vrnil še na to transplantacijsko itak, da se o tem me ful zanima. Sam ste hotel nekako, mogoče najprej za komentar, pa eno vprašanje, tako, a veš, kako se velikrat poudarja, kako je naš faks težek, pa kako se je treba veliko učiti, pa kako nimaš mogoče toliko lajfa, pa ne moreš toliko žurati, pa to, ampak pa tako zvem, recimo od nekoga, ki je zdaj kardiokirurg, da če imaš neko zelo jasno pot v glavi, koliko je to še dodatnega angažmaja, to, kar si rekel, čisto od tebe odvisno, ne? To nisi niti imel neke vaje, priznane kredite, ocene, ti si v bistvu se povezal s temi mentorji in si zase oziroma za neko pot, ki si jo želel, toliko ekstra dela vložil. In tudi si rekel, nisi pol končal v 6 letih faksa. To je na meni profesor enkrat rekel, ki je govoril ravno o tem, koliko ti lahko ekstra še delaš in dobiš kot zdravnik. Je rekel, ko boste vi zdravnik, vas ne bo noben vprašal, koliko časa ste študirali, ker v resnici nima nobene veze na koncu ta podatek. Tako da to mi je taka zanimiva. Tako da iz tega bi te pol vprašal, koliko si imel pa kaj pol prostega časa? Mislim, ja, je bilo vsem prosti čas, no. Sem tako zelo velikokrat se je zgodil, da ko si kam hotel jeti, ali pa ne vem, sem šel kolesariti, pa so me poklicali, pa sem se sam obrnil, ali pa sem se sam preoblekel, pa šel operacijsko. To je noro, tega sveta pa jaz ne poznam recimo kot infektolog, mi smo recimo internisti, ne kirurgi, in imam recimo ful dežurstv in se mi zdi, da sem blazno obremenjen, ampak ko grem jaz domov, mi nimamo pripravljenosti in ko grem, ni šans, da me kdo kliče in tudi ne vem, če zboli dežurni, se to na Viber napiše, kdo bi zdaj lahko prišel in tako se vse nekako zmeni. Nikoli ni tako klic, nujno priti takoj in da recimo sem se jaz zmenil, ne vem, da grem na večerjo z ženo, pa da polno superhero stil, sorry, pa sam tvoj biper na pasu začne tuliti in se obrneš, tako da, kako se pa navadiš na to? Ja, po moje se
ti lažje navadaš, kot tvoje okrog tebe. Aha. Oni morajo, ti si se pa moje za to odločil, oni morajo pa to sprejeti. V bistvu, ja, ti moraš narediti, tudi to je prva stvar, ne, da narediš ti odločitev, da bo to tvoje življenje. Kot najbrž, če si tako, jaz bi ful rad bil kardiokirurg, ampak jaz bi imel tudi full frej, pa ne bi imel skozi telefona, mislim, vse imaš več strok v medicini, lahko že odkaj. Ja, tako je, to je vse nek tak ročna spretnost, nek skill, ki ga moraš dobiti. Tako. In se na začetku začneš z nekimi osnovnimi stvarmi, pa to dograjuješ in ti moraš tokrat videti, ponoviti, da rataš kompetent za neko stvar. Razumem. Je tako, vem, zdaj zmeri, da rečeš Federer ali pa Djokovic, lahko zdaj rečemo, ker še igra. On, če bi enkrat na 14 dni ali pa enkrat na teden šel na igrišče, ne bi bil tam, kjer je, ne. Pa sam se razume, jaz nisem tam kot Djokovic, ne. Nisem tako, da tako je bil, ne. Ja, da je, ampak treba je pač veliko časa vlagati, ker vse taka služba, pač taka specializacija, ki zahteva neko ročno spretnost, ki jo moraš usvojiti. Eni jo prej usvojijo, eni kasneje, eni nekih sredanga. Največ imaš tudi določene posege znotraj stroke, ki ti bolj pašejo in niste vsi specialisti za vse, ali morate vi na kardio vse vedeti? Načeloma je tukaj tako, da je prav neka delitev, obstaja, da je posebej ekipa za transplantacije ali pa za mehansko podporo ali pa za zdravljenje srčnega popuščanja. Pač. Tako da v tej ekipi jaz rečem lahko, da počasi trkam na vrata. Da drugače pa so neka področja, ki si jih pa tudi, ki so pa na kliniki malo razdeljena med kakšnimi ljudmi, no, ampak neko osnovno patologijo, rečemo za klopk pa žil, to vsi znati. Ja, morajo vsi znati, ampak pol neke te mini pristope za neko zaklopko, eni bolj kot drugi. Ampak daj povej mi zdaj, glede na to, da rabiš toliko vaditi redno te ročne spretnosti, kar ti čisto verjamem, kako imate pol vi te dopuste, imate kakšne dolgo, pa tudi glede na te pripravljenosti in to, a imaš ti lahko, ne vem, 3 tedne, 4 tedne dopusta? Lahko. Ja. No, to me je zdaj skrbelo. Ne, lahko pa tudi dobro, no, meni se zdi tega, ker vidiš, da rabaš, da se malo tako spočiješ. Tako, mislim, jaz zmeraj tudi povem tako, kar se meni zgodilo, ker sem bil sobni zdravnik na kliniki in preden sem končal pripravništvo in preden sem ratal sobni zdravnik, sem šel še tako na dopust za 2 tedne. Aha. In ker se je to končalo, je meni tako čuden ratval, nekaj res tako, kot da bi rekel, malo tesno, nekaj sem se čuden počutil. Aha. In pa sem poklical glih tega zdravnika, ki je bil v Houstonu, ki sem bil z njim v Houstonu. Ja, tako in sem rekel, pismo, meni je tako malo čuden, veš, nekaj tako malo, a si konc dopustom. Ja, a je tako malo to, kakor malo depresija, nekaj pa je ja, mogoče. To je normalno, to imamo vsi. Pa sem rekel, ok, hvala, v redu. Ful dobro, to se mi zdi, niti ni sploh na zdravnika omejeno. Ja. Dobra fora, tako. Jaz se čuden počutim. Čakaj, si konc dopustom. Ja, je bilo tako. Ok, razumem. Veš, ko sem glih za vikend klical, pa ja, tako vsi prišli, sam še nekaj me čudil. Ok. Moj sem malo videl, kaj te čaka, najbrž si bil navdušen, ne? Ampak v smislu obremenitev si pa najbrž pričakoval. Ja, malo bojga, malo te je bilo strah, kaj to pomeni. Pa polno se pa izkazalo, da je bilo ful obremenitev in tudi, če hočeš videti neke stvari, ki so malo bolj redke, ponavadi take stvari ne pridajo do poldne ob 10, ampak pridajo po noč, takrat, ki je najmanj treba, mislim, ki je najtežje vstati, pa pride. Ja. In se pravi, ti si končal faks, potem je 6 mesecev pripravništva in potem si bil še koliko časa sobni zdravnik? Potem pa sobni zdravnik 9 mesecev. 9 mesecev. In potem si začel specializacijo. Ja, pa vmes tako tudi to sobni zdravnik sem bil, pa nismo uspeli pogodbe podaljšati, pa sem volontiral, pa sem spet ratal sobni zdravnik, pa sem dobil specializacijo, pa sem spet volontiral, tako malo je bilo on and off, ker takrat je bil glih ZUJF in je ta ZUJF malo, ja, se ni dal, da bi kar sam rekel, ok, ti boš zdaj, danes, če želimo, mislim, da se zmenijo vodilni, da bo nekdo sobni zdravnik, je to tako bolj 1 leto, pa se pa podaljša še za 1 leto.
da se bolj vidi, je to za specializacijo. Tako, to je bilo nekako kar, bi rekel, preizkusno obdobje. Ampak to je dolgo preizkusno obdobje. Kaj si rekel, da lahko za leto, 2 leti tudi ima ta obdobja? Ja. Pa se potem lahko premisli, recimo in on, ne, ali pa dejansko si predstavljam, da tudi kdo reče, to ni za me. To se je že zgodilo, da se je kdo premislil, kar je v bistvu ful dober, in zaradi tega, ker vidiš, da je to ful dober, ful dobre stvari delate, pa lepa služba je, sam jaz sem gotovo, da jaz tega ne bi delal. Veliko se mi zdi, da je razlika med tem načinom dela pa med načinom življenja. Da moraš tudi ugotoviti, da to, ko si rekel, da se ti odločaš, to bo moj life in nekako bolj spraviš na svojo stran svoje svojce in tako, ampak ti se moraš odločiti, da to delaš. Kaj me malo tako spominja, da govoriš nekakšno selekcijo za specialne enote. Se mi zdi tako, tako, da leto, 2, da se testirajo malo, vse je itak tudi, koliko si, ne vem, v redu oseba, pa to, ampak tudi koliko si delal, koliko si zmogljiv, koliko lahko ti, kot si rekel, tretjič zapored po noč nek redka stvar, te res zanima, da prid, kaj jaz bi po mojem rekel, vse me zanima, sam ura je 3 stari, gremo ga ob 10, ko perirati, in najbrž leto. Ja, ne moreš, jaz kasne več, kot se reče, ne nujna stanja, so to pa to in to je treba narediti. Seveda, ja, absolutno. Se tudi pri presaditvah, se lahko mogoče malo vrneva, koliko srce lahko 4 ure zdrži. Ja, 4 pa najbrž manj je boljš. 4 do 6, 6 je tako nek ekstrem, načeloma tega nočemo, se zelo izogibamo, tako da mislim, če smo prišli tako daleč. Smo prišli, da se je zgodilo, to moraš reči, da je bilo tako nekako 4 do 6 ur, 6 po literaturi, noben si ne želi biti tam. To pomeni, to si šla, sorry, ko sem prekinil. Znam, da si tako malo predstavljaš, kaj to pomeni. To je, ti prideš v neko bolnico, lahko rečeva na sever Nemčije, se zberejo vse ostale ekipe, ki pa je to multiorganski odvzem, in ko smo vsi pripravljeni, ti rečeš kot kardiokirurg, takrat načeloma ti vodiš poseg, rečeš, če so vsi ready. Okay. To je že operacijski. To je pač operacija kot operacija. Različni specialisti in tam je pač človek, ki je ponovadi možgansko mrtev. Ki je možgansko mrtev, tako mislim, ki je vedno možgansko mrtev. Vedno, ampak možgansko fiziologija je pomembna. Se pravi, pri tem človeku se določi že čas smrti, vse, a ne, človeka praktično ni, ampak ga z aparati ohranjajo obtok. Ja. Ki ta obtok preko možganov, če bi naredil scintigrafijo možganov, praktično ni obtoka, če človek je mrtev in tudi čas smrti, vsaj po naši zakonodaji v Sloveniji, je takrat, ko so oni ugotovili možgansko smrt. Takrat, ko se je naredila preiskava in so oni ugotovili, da ob 10:36 je bil izvid napisan, takrat je zabeležen. To je čas smrti. To je kar važna terminologija, ker mi lahko z zunajtelesnimi obtoki, respiratorji zapihuješ lahko ti mrtvega človeka. Dolg časa se da vzdrževati dajalca. Kar se vidno, ampak iz tega vidika, če greva na transplantacijsko dejavnost, je pa to velik zmaga. Ja, je pa to velik življenje, levo, desno. Ja. No, in kar nadaljuje, zdaj se pravi, ti si to operacijski, ti si kot kardiokirurg, vprašaš, če so tam, ne vem, so lahko nefrologi, urologi, ki abdominalna ekipa, pa torakalci. Prsne organe, se pravi pljuča pa srce, pride zmeri lastna ekipa iskat. Zaradi tega države, misliš? Tista ekipa, en del ekipe, ki bo tudi poskrb, ki bo zraven pri implantaciji. Se pravi, če boš ti to srce v Sloveniji implantiral, pride slovenska ekipa. Ja, ne bo, ga gre slovenska ekipa iskat. In tudi za pljuča velja to, da gre lastna ekipa, zato ker se moramo zmeniti, kje točno bomo, ker si moramo razdeliti en del srca. Pa tudi vsaka bolnica ima nek svoj način, kako bi rekel, konzerviramo, kako ustavimo srce in kako konzerviramo. Mislim, kako da ga pripravimo, da bo čim boljš preživel to pot, ta čas, ki ne bo delal, in da bo čim boljš delal, ki ga bomo ušili. In takrat, ko jaz stisnem ta glavno žilo, ki gre ven iz srca, takrat vklopimo štoparco. In v tem času moramo mi ustaviti srce, ga zrezati, zapakirati, pripraviti za transport, mi se moramo preobleči, pa moramo priti z rešilcem do letališča, iz letališča do letališča
pri nas, z rešilcem v KC, se tukaj preobleči, tukaj pa istočasno, ko mi pridemo v operacijsko, je ta prejemnik že pripravljen, da bo dobil novo srce. In takrat, ko pridemo mi v operacijsko, šele takrat lahko oni izrežejo ta staro srce ven, ker lahko bi imeli mi nesrečo ali pa bi se kaj takega zgodilo, ne? Bi bilo pač kar nazaj, veš. Ja, to so malo tako bogi srčki, da ne bi zalaufali nazaj. Ja. In potem se všije to novo srce in se spusti ta klema, rečemo temu inštrumentu, ki ima pritisnjeno žilo, in takrat obstavimo štoparco. Ja, in to tako naredimo v 4 do 5 urah, tudi tako radius 1000 km stran, če rejamo po srcu. Nekak lepota organizacije evropske. Ja, po 4-5 urah, ko ne priješ niti mimo Vinice, tam na prehoda. Sej to, ampak to z lučkami, z falconom. Ne? Ja, in to pridemo tako tudi daleč stran. Tudi kakšna država, ki ni v Eurotransplantu, ampak to, kot si rekel, no, to pač to lahko delajo samo nebolence, ki so tako dobre. Ja, seveda. Pa to cela ekipa mora biti tako dobra. Ne? Se pravi, od tega, da morajo biti prejemniki ful dobro vodeni, da niso prebavni, da pridejo dobro pripravljeni operacijsko, da se na kirurški strani naredi vse dobro in pol tudi, da jih naprej še vodijo kardiologi tako dobro. No? To je pač tako zelo, zelo timsko delo. No? Ja, podtransplantacijsko tudi. Ja, pred in po. Obenem pa tudi ekipa, ki odvzame, seveda, pa ki skrbi za telo. Ja, vsi. Preminulega. Ja. Kaj mi je noro, tako ko pomisliš, to, kar si vse opisal, te leti, rešilci, bolnice po Evropi, za enega človeka, ki bo dobil to srce. Meni je to tako ful lepa gesta neke solidarnosti oziroma vprašanja, koliko je vredno človeško življenje. Če bi pomislil, da je en človek, ki bo umrl, in ekipa, ki bo letela tja, rešilci v Nemčiji, rešilci v Sloveniji, eksplantacija, kirurgi v Nemčiji, kirurgi v Sloveniji, koliko ljudi po noč, po dnev za tega človeka. In če bi začel nekaj računati, stroške, pa to se po moje zelo nabere. In spovedati, da to vprašanje stroškov ne more biti. Ja, zato po moje pa mi dve niso ekonomiste, no, pač nimava nekih svojih firm in ne gledava, ker gledava drugače. Ja, to je ful lepo več. Kaj bi te vprašal, Eurotransplant si omenil, pa če tako začneva, recimo v Sloveniji imamo mi svoj Slovenija Transplant. Jaz sem tle prav prebral malo več o tem, to je javni zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv, se pravi tudi kostni mozek, recimo roženice, to je, oni nekako nadzirajo. Od leta 2002 pod okriljem Ministrstva za zdravje deluje in je osrednja ustanova, ki povezuje donorske in transplantacijske centre v nacionalni mreži in pa sodeluje z Evropsko organizacijo Eurotransplant. Kaj pa je Eurotransplant, zato si omenil? To je mogoče najbolj tak praktičen primer, da ti razložim. Naprimer, prej se je zgodil, da smo imeli mi da je bil nek donor v Sloveniji, ki so bili pripravljeni njegovi svojci, da so darovali njegove organe. Ampak te organi, naprimer srce, jaz bom za srce govoril, ker pač sem kardiokirurg, tukaj je treba gledati krvno skupino, pa telesno težo od pacienta. In ti organi niso pasali nobenemu, niso bili ustrezni za nobenega, ki je bil na čakalni listi v Sloveniji. In so bili taki organi, temu so bili wasted organ, se jih ni transplantirali. Ja. In to je v bistvu ogromna škoda. Seveda. Mi nismo bili edina država, ki je imela take težave. Se predstavljam. Zato so pri drugih organih so pa še tudi neki te protitelesni. Ki so pa še bolj, ker če boja kakšna ledvica, ki mora biti pa ful v nulo natanča. Dojenčki, če bi dojenčkom presadil srce, njim do 1. leta sploh ni treba gledati na to na AB0, skladnost. Ja, je skoraj tako, ker še nimajo razvitega imunskega sistema. To je, če imam prav to, ta alokacija. Ja, alokacija je ta dodelitev. Je ujemanje med organom in prejemnikom. Ja, in takrat recimo, to je zelo tak jasen primer. Ti si imel srce in si imel 3 ljudi na čakalni listi, ki noben od teh
ga ni mogel dobiti. Medtem ko nekdo recimo v Nemčiji, Avstriji ima pa drug problem in zdaj je tukaj ena zelo jasna rešitev. Ne? Ja, in to so imeli drugi že podobne take težave, ki so se povezali in so naredili Eurotransplant, ki pa glih skrbel za to. In je pa ratu nek tak ogromen bazen z dajalci pa prejemniki. Se pravi, ti imaš v bistvu, ko recimo en dajalec umre, dobiš organe, se to vnese v ta Eurotransplant mrežo. Ja, in potem se naredi... Kje mislim, da v Švici? Ali je v Leidnu. V Leidnu. Ja, Švica mislim, da ni noter. Aha, v Leidnu je, ja, točno. Se naredi tam... Mislim, da je Leiden, ki gor. Ne, se je Leiden, se spomnim, ki mi je zanč. Ja, in v bistvu, če sem mentor razlagal, da se naredi za vsak organ posebej čakalna vrsta. Ni čakalna vrsta narejena tako, da bi rekel, ok, David, ti si 5. na čakalni vrsti. Za vse. Ja, naprimer za srce ali karkoli. In 5. srce, ki bo prišlo, pomeni, da je tvoje. Ne. Naredi se, ki se ugotovi v sistemu, da je nekdo donor, se njegove podatke vnese v sistem in potem se naredi čakalno vrsto posebej za te organe. Se pravi, če je nekdo donor v Sloveniji, se bo prav za njegov srček, mi smo zdaj tako, gledamo malo, da mi zmeri govorimo doskrat srček, ne govorimo srce, naredi... Ljubiteljsko. Ja, ne, tako so te navadili, no? Čakalna vrsta. In ta čakalna vrsta je pa temelji, pa vpliva na to, na kjermo položaju si, a si ti, koliko časa si že na čakalni vrsti, koliko si stran od tega prejemnika, pa še druge stvari, no, pa koliko si slab in pač tako, no. Pol se pa kliče zmeri prvega pa drugega iz seznama. Kličete prvega, pa rečejo, za vas imamo srce za vašega pacienta. A ga boste sprejeli istočasno, pa kličejo še ta drugega, pa rečejo, vi ste pa secondary offer, za vas je pa tudi, imamo srce v primeru, da ga bo primarni center zavrnil, ga boste vi dobili. Na ta način, če primarni zavrne, rate sekundarni, primarni, pol naslednji, pol tako skačejo po seznamu. No? To je zelo veliko sklejevanja, ker veliko se lahko zgodi, seveda on primarni je lahko recimo že v tako slabem stanju, da rečejo kirurgi, mi ne moramo njemu transplantacije narediti. To je en primer. Ja, to, ali pa, da se predvsem doskrat se zgodi, da je problem, ker je to kratek čas, da se ne moreš uskladiti, da ne moreš aviona dobiti. To se sploh... Če je daleč bolj, ne največ. Če je daleč, ali pa, da ne vem, enkrat se je zgodil, da je bilo, da so bili prazniki in so vsi ljudje, tisti, ki imajo denara, ne? Na svojih private jetih. So private jeti. Ali si še politik s Falconom. Ne, so bili private, takrat še ni bilo, nismo še s Falconom hodili. Imate prav. Ja, dejansko ta firma, ki vam private jete ponuja. Ja, nek tak broker je, ki ga pokličajo in celo Evropo pokličajo in tako, imate frej. A se da je tudi zgodi, da piloti ne morejo, oni rečejo, imamo avion frej, saj nimamo pilotov, zaradi tega, ker so zdaj že toliko pa toliko ur naleteli in morajo počivati, ali temu rečejo duty restriction in ne morejo priti. Se pravi, več stvari se lahko zaplete, ima pa timing. Ja, in zaradi tega se bolj ne da, je pač tako, zakaj ni mož, da boš kar zihar sprejel ponudbo, no. Kar sem hotel povedati, ki prije Slovenija pa Eurotransplant skupaj, je, da se naredi za vsak organ posebej čakalna vrsta. Ta čakalna vrsta je položaj prejemnika na čakalni vrsti je odvisen od tega, koliko je stran od organa, koliko je bolan, pa še od drugih faktorjev. In potem se tako gleda, če naš organ gre v Nemčijo, so Nemci nam dolžni en primer srce. In to pomeni, ker če gledamo v zgodbo prej, kaj sva rekla v primeru, mi smo imeli nekoga, ki je bil pripravljen darovati, tega srčka mi nismo mogli transplantirati, je šel pač v nič. V tem primeru, ko smo zdaj povezani v Eurotransplantu, gre ta srček največkrat v Nemčijo, ker je Nemčija največja država v Eurotransplantu
in za Nemce pa avtomatično ratajo nam enega dolžni. Je neka varovalka, da ne bi nekdo samo dajal. Ja, ne moreš, je tako, je nujno ta vzajemnost in tudi ni tukaj, tega se ne da finančno kompenzirati. Ni cenika, da bi se rekel, srček je tok, ledvička je tok, ne gre. Ne? Se to je. Ja, in potem naslednjič, ker je Nemčija tako velika država, ker jih je tako ogromno milijonov, ima tudi tako velik eksplantacij vsako noč, je zelo velika verjetnost, da bo eden od donorjev ustrezal za našega prejemnika in zaradi tega lahko pol mi dobimo. Noben ni na slabšem, samo vsi so na boljšem. Ja. In tle, kar je pa ful pomemben, je ni transplantacij brez darovanja. Brez tega se ne da. No, točno to. Lih ta prva eksplantacija, no, ko sem bil zraven. Ja, mislim, je bilo to zelo tako čustveno. Ta prvi srček, ko sem šel zraven, je bilo tako, je bila dajalka, ena punca, ki je bila tako stara kot jaz. In ona je čakala na jetra. Ona je bila v osnovi kandidatka za prejemnico za jetra. Ja, in ker je imela pa tako odpoved jeter, se je pa porušila koagulacija v njenem telesu in je zakrvavela v glavo. In potem so se njeni starši odločili, ker so bili pa drugi organi še zmeri v redu, da pa se strinjajo s tem, da bo pa dala srce. Ja, mislim, in ostale organe, no. Mislim, tiste, ki so bili ok. Mislim, lepo, pretresljivo in tak, se mi zdi močno sporočilo tega, da v bistvu, ko je konec, ko človek umre, da ni to tako neka najlepša stvar, ki jo lahko še narediš. En darovalec lahko reši 9 življenj, sem si jaz napisal iz te podatka, Eurotransplant. Vsak od nas, ki se lahko opredeli, vsak starejši od 15 let, ki je pravilno sposoben, se lahko opredeli za ali proti. Vsak od nas lahko reši 9 življenj, tako kot ta punca in tudi ta njen srce, ne vem, najbrž še zdaj. Ja, veš, nekje bije, tako mislim, lepa zgodba, drugače zelo žalostna, kot je veliko stvari v medicini, se mi zdi kombinacija lepe in žalostne. Kar se tiče Slovenije, lani, po podatku je Slovenija Transplant, so umrli darovalci podarili 172 organov. Tega je bilo 29 src presajenih. In en veliko in varno sporočilo, ki si ga zdaj za zelo lep, čustven način tudi odprl, ki sem ga jaz hotel danes z najnim pogovorom dati, je, da se lahko vsak od nas opredeli. In s tem v bistvu nič ne pridobiš, kot si rekel, ne more biti finančna kompenzacija tudi po zakonu. Kdaj kdo vpraša, ali bo pol klinika krila pogreb, recimo. Ne, v zakonu ne smeš ti ponuditi nekomu, dej, napiši organe, pa boš dobil, ne vem, boljšo sobo. In ena pomembna informacija, ki sem jo jaz dobil, pa nisem vedel, mi je direktor Slovenija Transplant povedal, je, da ko se recimo opredeliš ti ali pa jaz, je ta podatek vnešen v njihov sistem in se zaklene in ga lahko pogleda samo nekdo z kartico pooblaščen, ki se pač beleži, kdo je to pogledal, in samo potem, ko je tvoja čas smrti zabeležen. Ja, in tudi mislim, da takih kartic s takim pooblastilom je v Sloveniji tako ranga 5 ali pa nekaj tasga. To se mi ni važno. Ja. Zelo, zato ker kdo vpraša, če jaz izpolnim ta formular, se opredelim, a bojo me manj aktivno zdravili, recimo obojenci. Ali pa če se ne opredelim, a me bojo grdo gledali, a me bojo sodelavci vedeli. Ne. Nemogoče. Do tvoje smrti je ta informacija zaklenjena. Opredeliti se je pa dosti preprosto in jaz bi rad to zdaj kar povedal. Vsem, ki poslušajo, by the way, nobenega pritiska, opredeliš se lahko tudi proti, ti lahko greš na to enoto ali pa na splet in tudi klikneš, rad bi se opredelil ne. In seveda, tvoja odločitev. Ja, meni se zdi to ful pomembno, no, zaradi tega, ker tako kot zdravnika oba veva, da midva se vse smrtjo srečujeva več kot drugi ljudje. Seveda. In tudi o tem več razmišljava. Kako bo, ga bojo midva umrla ali pa kaj bi bilo, če bi bilo, vse take stvari, ker pogovarjati se, kaj narediti v takih trenutkih, če se to
prelaga na nek primeren trenutek, tega primernega trenutka nikoli ne bo. Da ni, ja. Ja. In to gre predvsem zato, da se zavedati, da vsi mi imamo možnost, da darujemo. Ja. Ni nujno, da daruješ, ampak fino je, če bi se čim več ljudi opredelili zaradi tega, ker bo na ta način pomagali svojcem. Tudi, seveda. Kaj se zgodi? Ja, takrat, če si ti, ki je nekdo možgansko mrtev, je za svojce takrat ful težko. To so pa za njih najtežji trenutki in pa še razmišljati o tem je tako kar težko. No? Čeprav tisti, ki uspejo, no, to res po mojem dojemajo kot neko svetlo lučko na koncu tunela. Kot da živi del tega ljubljenega naprej in naredi, v bistvu reši življenje, pa več njih. To pogovori, absolutno, se veš, kot zdravnik, jaz na infekcijski kliniki teh pogovorov ponavadi nimamo, ker vseeno hude okužbe so zadržek za transplantacijo, ampak že pogovor, da sporočiš nekomu, da je umrl nekdo, je grozljivo težko. Ja, ni težko, ni lahko, no, ni lahko in to je tako in če se le da, da bi te zadeve malo lajšali, bi bilo fino in tukaj tudi tako pač, če bi se lahko čim več ljudi opredelili, bi bilo to ful dobro in to je tudi zelo intimna stvar, a si darovalec ali nisi darovalec, to je čist od vsega, ampak jaz bi predvsem rekel, če je v dvomu, a bi daroval ali ne bi daroval, ne razmišlja tako, če bi zbolel, a bi se on odločil, da bi če bi pustil, da bi njemu transplantirali srce ali pa kakšen drug organ, pa karkoli, če pol mislim, da moraš biti tudi darovalec. Jaz sem si tle celo napisal eno dejstvo, ki so ga izračunali, da ima vsak od nas približno 3-krat večjo verjetnost, da bo organ potreboval, kot da bo postal darovalec, kadarkoli v življenju. In ena stvar je tudi, ki je zelo fajn, da sem dobil tle en kup zelo zanimive statistike od Slovenija Transplant je, da več kot 85% ljudi v Sloveniji načelno po anketah podpira darovanje, ampak v registru je opredeljenih okoli 1%. Seveda, tudi če pride do te možganske smrti, da človek umre, ampak ima recimo zelo dobro delujoče še organe, se naredi pogovor s svojci, ampak so rekli, to so tako težke. Ja, vedno se ga to naredi. Ti lahko rečeš, vaš svojc, ko smo odklenili ta Slovenija Transplant, smo videli, da se je opredelil za in se je odločil za to, jim odleti en ogromen kamen in se ni treba o tem pogovarjati. Seveda moramo reči, da če so recimo zelo proti svojci, kljub njegovi odločitvi, kar se redko zgodi, se še vedno upošteva. Tako, vse upošteva, ampak to je ponavadi odveč. To se izgleda kot neko bi rekel, posmrtna zapuščina, ki pusti malo lepši svet in reši več življenj. Tako da, kar se tiče opredelitve, je opredelitev možna tudi preko spleta, za vse, ki imajo digitalno potrdilo. In vsa navodila lahko, to delaš preko e-uprava, ampak te malo težko najdete kliknike. Na Slovenija Transplant spletni strani imate zelo podrobna navodila, kam klikniti in tudi navodila, kje lahko osebno se zglasiš. Če nimaš tega, preko spleta v 2 minutah to oddaš, osebno pa tudi lahko greš. Še enkrat, lahko se opredeliš tudi proti, če si zelo proti. Je pa res, da recimo tudi večja verstva sveta podpirajo in spodbujajo darovanje. Tukaj res nekaj zadržkov ni, mogoče tudi to, kar sva rekla, neka največja oblika pomoči sočloveku, ker kdaj je ta vtis, ker tukaj je seveda ogromno denarja v transplantacijski dejavnosti, da zdaj zdravniki ali bolnice ali neke ustanove želijo organe, da bojo služili, ampak to je, smo rekli, javni zavod, Slovenija Transplant, kirurgi, vsi vi, ti si tudi, kot si rekel, javni uslužbenc, nimaš svoje ekonomske firme, popoldanskega računa za te stvari. To vse gre iz neke solidarnosti in nekega altruizma, ki je, by the way, altruizem v evolucijsko, pri primatih. To mislim, da je tako največja stvar, ki jo imamo ljudje, je ta pomoč nekomu, ki ga ne poznaš. In nekomu, od kogar ne boš nič dobil, poanta. Pravi, ne kupiš, ne izmenjaš. In to je ena zanimiva stvar, ki sem jo jaz najdel, pa bi ti mogoče zdaj povedal. En članek v reviji Science leta 2006, Felix Warneken je avtor. Oni so se tako vprašali, se pravi, zakaj
človek ima to težnjo, da pomaga, kot smo rekli, altruistično, brez da bi pričakoval nekaj nazaj. Zakaj konec koncev je ta občutek dober za nas? In to nekatere študije, ki sem jih bral, celo označujejo ta altruističen občutek dober, da ni vezan na recimo državo prvega, tretjega sveta, ni vezan na kulturo, ker so raziskovali Indija proti Ameriki. To je v nas. Ja, ampak oni so nekako rekli, evolucijsko bi to lahko razložili tako, kot zakaj je recimo hrana pa seks vsem po svetu všeč. Ker je bilo za razvoj človeštva nujno. Ja, jaz se s tem čisto strinjam. No? Ker sem tudi to mislim, da je bil dan podjet, da je eno tako misel pripovedal, da je rekel, da pač največje bogatstvo, ki ga imamo ljudje, je pomoč popolnemu neznancu. In to je tisto. Ja. Ker zakaj pa se dobro počutiš, ker ti bo tudi do drug mogoče te pomagal, če boš rabo. No, in to se mi zdi, da se jaz ful strinjam s tabo, no, in s to študijo. Ja, in ta študija, pazi, je pa gledala pol, so pa rekli, ok, je to res samo človeško, oziroma a mogoče so tudi primati zraven. Oni so gledali potem 18-mesečne otroke, pa 3 šimpance. In so rekli, dajmo pogledati otroke, recimo ta toddler, ne, malček, kar res veš, da večinoma ima moja igrača, pa tako. In so pa študirali na en zelo zanimiv način, se pravi nek neznanec, ki ni bil oče, mama od tega otroka in ga tudi ni pohvalil potem, se pravi ni bilo nekaj, da dobi nazaj iz tega, je recimo segal proti nečem, ki mu je na tla padlo in potem je bistveno izražal jo in ne morem do tega in tako. In dejansko otroci, vsi te toddlerji z latenco, ne vem, 5 sekund, zelo hitro so mu šli pomagati. In celo te šimpanzi, sicer pri njih so ugotovili, da ko pride do hrane, ni tega vzgiba, to je ponavadi, ker so zelo kompetitivni v naravi za hrano, to seveda razumeš, opice, ampak recimo take stvari, da ti nekaj pade in ne moreš doseči, tudi oni so prišli pomagati. Ja, in to brez, se pravi, nagrade, potrepljanja po glavi, karkoli. Samo ko je vzel tisto, je šel stran in to se je ponavljalo. Tako da je ful zanimiva študija, se mi zdi, kar je. Ja, to pa se po moje evolucijsko se ta lastnost izkazala za toliko uspešno, da je prevladala, da smo jo prinesli s sabo. No? Ja, zakaj smo se razvili po svetu? Če gledamo vsak od naju posameznik proti enemu krokodilu ali pa nilskemu konju, nima šans. Ja, to je, ki si rekel krokodil, no, to je meni taka ful zanimiva storija. Christian Barnard, poznaš, no? Ja. Čist medklic. Ja, še prej, ki si rekel Barnard, nisem pa to težiti. Gesla na mamo telefonu, datum prve transplantacije. Ja, veš, kaj gremo, da greš po srce, na ta štoparca, ki sem govoril, pač na iPhone, vsi ostali, tisti, ki greš nekdo zraven, ki ne zre več, ki moramo to narediti, ima moj telefon in pol tam štoparca pržge, pa telefonira, pač se javlja v Ljubljano in tukaj gor pač. Zato vsi sem do tako gesla, da ga vsi vejo. Ja, in če te en študent spremlja, pa ti reče, kakšno je geslo, pa ti rečeš, datum prve transplantacije in če on ne ve. Ja, ne. Doktor Racman se razburi. Ne, to se ne, ampak tisti, ki grejo zraven, to so vse taki študente, ki so kar preverjeni, so bliže toliko časa klepar nas prej in tudi zato ga ne vzameš kar sam na to, ga morajo šef ekipe odobriti. Predavalcev, kdo gre leteti v... Ja, ni tako. Seveda. Da se ne bomo razumeli. To nisem reči si jasno, no povej. Ja, glede krokodilov. Ja, Christian Barnard je bil kirurg, ki je prvi presadil srce in to je naredil 3. decembra 1967 v Grote Šur, to je bilo v Južni Afriki. Je naredil takrat dokaj kontroverzno stvar, ki je belcu presadil srce od ene mlade črnke, ki sem je avto povozil. Ja, ta je bil, mislim, da je bil vaškanski, taka je dubu, ne bila pa, ne vem, je bila Darabala, ti sem pozabil na ime. V tej in je celo za 18 dni je preživel. Tem je neko okužbo je dobil. Ja, okužbo je to, kljub temu, da niso poznali še imunosupresije, je to ful uspeh. 18 dni, ja. Prvo srce presadiš na svetu in da 18 dni preživi. Kaj bi rekel, 18 ur bi bilo že impresivno. In pol, ko so vprašali, kaj ste povedali, ne? Kako ste prišli do ljudi, da ste jim to predlagali, da so se strinjali. Pa je rekel on, lejte, če jaz zdaj vam rečem, a boste stekali čez to reko polno krokodilov, boste rekli, ne bom. Ampak če te pa če te pa lovi krdelo levo, pa je to edina možnost, da boš zbenšel, pa boš, ker še kaj se da, skočiš enega, skočiš ne možnost. Vsaj eno možnost. Ne, vsaj eno možnost. Sej to je bilo ful kontroverzno, ker je bil en doktor Shamway,
v Ameriki, ki je full let se trudil s tem, full raziskoval in je Barnard mal prišel do njega, pobral smetanco, know-how in na hitro, ker je tudi Shanway pol par mesecev za njim prvi naredil pa transplantacijo v Ameriki. In je to bilo tako malo kontroverzno strani dr. Barnarda. Da je ukradel naslovnice na ta način. Ja. Sam to pa je, to pa se mi zdi v kirurgiji, se pa sreča, da je kakšne take Tekmovalne. tekmovalnost, taka že mogoče malo nezdrava tekmovalnost. No. Ena stvar, ki se mi zdi zanimiva, je tako, že iz tega pogovora, že prej sem odaptil, ampak tako, da ste zelo, pa se recimo tudi jaz, infektologija, je velik del mene, ampak da ste tako v tej vaši stroki, da je tak del tebe, ne, da za veliko noč kot študent že vstaneš, rečeš sorry, letiš tja, držiš vojo kljuko, se počutiš privilegiran, in tle ni tega vprašanja tudi, ki je velikrat v medijih, ja bi šel privat, kje bo moja mala ambulantica za izdaje računov, tako se mi zdi, da stroka in znanost, da te tako dobro te poslušati, ker govoriš na tak način, se mi zdi, že to, dobiš tako občutek, da delaš to res s srcem, če lahko rečem. Ja. Kaj je še zanimivo pri donorski aktivnosti? To, sem vedel, da v Švici, recimo, oni si rekel, niso del Eurotransplanta, imajo pa to opt-out verzijo. Se pravi, to je pa opcija, da vsi so darovalci. A priori darovalci, razen če se ne opredeliš, da pa nisi. Tako mislim, da je tudi v Avstriji, ampak pol se je izkazalo, da s tem ne dobiš ti večjega pula darovalcev, no, da še se zmeri. Kako pa to? Mislim, da se ful se je mišljal, da bi to ratal. Država, ki ima najbolj to razdeljen, je Španija. Ker tam je bila skoraj taka, orang, so se odločili glede tega in tudi Pedro Almodóvar je posnel 1 ali 2 filma s to tematiko. Imeli so zelo veliko podporo cerkve takrat in je to ful pomagali in so oni ful razdelali in oni imajo tudi če imate ta donation, da nimajo sam after brain death, ampak da imajo tudi circulatory death, tam delajo, no, za take stvari. Ampak zdaj, prej mi je bilo tako čuden, ko sem rekel, kako da nima več Švica, zdaj pa, ko si to razložil, se mi je pa kar mislim, da ni, da je zelo taka ideja, da ti je rečeš, ok, tam pa jaz kar vse pred, da bom rekel, da vsi so darovalci, pa bom kar naenkrat vse dobil, ti imaš še zmeri pogovor. Seveda, vsakeč pogovor s svojci in če zmeri bo enak delež ljudi, pa mogoče malo manjši rekel, ja, podoben bo rekel ne ali ja. Ali pa celo večji, ne, škaj jaz le razmišljam, recimo na primeru COVID-a, kakšen bladen upor je bil, ko smo začeli cepljenje kot nekaj nujnega predstavljati, namesto nekaj priporočljivega. Ja. Kakšen upor lahko ti narediš, recimo na eni strani, če rečeš, to kot sem Mida tudi zdaj rekla, preko primera, kakšna gesta solidarnosti je to, kakšno reševanje življenja, koliko je to nekaj najlepšega, kar lahko človek sam naredi, ali pa če rečeš, ti si zdaj darovalec, razen če specifično rečeš ne. Kdo dejansko gre v defenzivno držo? Kaj je zdaj? Ja, mislim, da imaš zelo prav, da si zajel, no, to. Če bi rekel, cepljenje pred COVID-u je obvezno, ali pa pač lahko se cepite, pa pač mislim. Ja, in tukaj isto, lahko se opredelite, če želite, ali pa zdaj si pač ti slišiš se narobe, ne? Na koncu, kot si rekel, postopek je enak, tako da padeš dol, hvala, in te začnejo redati. Absolutno nikoli, ampak slišiš se pa mogoče malo, ker ta zakonodaja pa mogoče še enkrat podarva etična načela, komisija za medicinsko etiko, mislim, vse varovalke so izjemno stroge pri tem. Ja, zelo, in tudi tukaj sama ta, zato žal transplantacije organov, sploh srca, da nekdo dobi srce, mora nekdo umreti. To je tako, treba vsem vedeti, da to je ful srečen trenutek, za ene pa ful grozen, pač najhujš, kar se mi je zgodilo v življenju. In v samo to darovanje organov mora biti 100% čisto. In kle se vsi trudimo, kako karkoli sodelujemo pri samih transplantacijah, da tukaj ni nobenega dvoma, da kdorkoli bi izrazil željo, da on pa tega ne bi
ni problema. Ni nobenega pritiska. Nobenega pritiska, nič. To je prav, v resnici. Prav, pomisliš, res mi bo šlo recimo stran zdaj, ampak to je edino. Ampak ne, to je pač vse, to je tvoje telo, tudi po tistem, ko si umrl, to je tvoje telo. Še zmeri je treba upoštevati tvoje želje. No. Absolutno. In tukaj res ni nič denarja. No, ampak zdaj kot ena dobra misel o tem je pa, da se Slovenija bojda že več let uvršča v svetovni vrh po številu presajenih src na milijon prebivalcev. Ja, to pa je. To je pa ful, zaradi tega, ker imamo zelo dober sistem, tako da imamo dovolj darovalcev, pa tudi, kar se tiče same transplantacijske organizacije, transplantacijske medicine v Sloveniji, v Ljubljani, je to ful dobro narejeno. Je to pač tako, ekipe delajo, to je tudi plod ne dela enega leta, ampak zadnjih 15-20 let. Pa tudi v bistvu imaš dežurne ekipe, ki niso samo kirurgi, ker si predstavljam seveda to usklajevanje, recimo, kje si ti zdaj na avionu, pa kdaj je treba tega pripraviti, pa ga dati v operacijsko, pa kdo more pri to ne moreš ti tam. Ven srce režeš še malo klicati. Ne, to so posebej ljudje, ki delajo samo to, so koordinatorji. Ja, pol imaš tudi ljudi, ki treba narediti tipizacijo tkiva, pri donorjih in to pridejo posebej v službo na center za tipizacijo tkiv, naredijo tako, pač to je horda ljudi, kakor si rekel, koliko ljudi je v pogonu za enega, za dva, za tri ljudi, da se jih reči. To je pač, mislim... Lepo drugače, res. Ja, mislim, se to pač fora družbe, ne? Medicine, se mi zdi tudi. To je poanta in tukaj ni delovnika v resnici zdaj. Ne. Od 8 do 4, bomo videli, kaj bo jutri. Wow, ampak pol ta občutek najbrž, ker pa tisto srce, ki si ga vsadil, začne biti... je pa cool, no. Tudi, če si zraven, je pač ful lepo videti, ko začne delati. Še ganili me boste, doktor Racman, kaj je to? Je mogo je prijeti, daj pogledati, no. Ja, drugače, zdaj sem res, da bomo še prvič v življenju, da bi to videl. Kaj me zanima, zdaj pa tako, kot človek, ne sam kot kirurg. Kako si ti s temi obremenitvami, pa zdaj niti ne govorim več samo o teh vseh urah, ampak tudi tako, to, ko si rekel, konec koncev velikrat najbrž vzameš srce enemu mlademu človeku, ki je umrl zaradi nesreče, zaradi česarkoli. Potem vsaditve tudi ne gre vedno dobro, nočna dela, si utrujen. Kaj je tvoj nekak proces, da se malo odpreš ventil, kako bi to rekel? Mislim, ful je dobro, da smo na sami kliniki zelo povezana ekipa in se lahko tudi pogovarjamo tako podobno stari med sabo, pa tudi s svojimi starejšimi mentorji, da imamo support v tem, tako psihološki, kot pač čisto normalen, ali pa kdaj, če gre kaj, da pač lahko pokličeš na pomoč. Drugače pa jaz ful rad tečem. To sem opazil, da to je moja joga. Ja, in teč te najlažje, ker včasih še prej, ko sem bil študent, sem malo tenis igral, ampak to je bilo zelo, to je kar projekt, da se zmenim z nekom. Že midva sva se usklajevala za ta pogovor, tako pol časa, pa sva praktično v isti hiši delava, pa se videla skoraj vsak dan, pa ni bilo to tako, jutr ne, pa pojutrišnjem. Če bi se pa zdaj midva probala še zmeniti, da bo šla eno soboto zjutraj ob 10 na tenis, je to tako, morava se s svojimi družinami uskladiti, kako to in glih, kaj bi imela čas, pa ti pa še dežval, če bi šla ven igrati. V Nemčijo. Ja, ali pa kje, veš, tako in tako da pol sem gotovo, da tek je tist, kar, zmeraj sem rad tekel, in tek je to, kar mi tudi leži in ne rabiš veliko na superge in se oblečeš primerno zunanje temperaturi, jaz tečem od -12. -12? Ja. To sploh ni v naši državi, ki si pa dolgo. No tak je pozim, ko so pač, ker zelo greš. Ja, tako, zvečer, ko prijaš iz službe, pol greš teč. Ker jaz skolecam grem v službo, ampak -5 je nekaj moj mejnik, da rečem, zdaj me res preveč zebe. Ma ne, v začetku je sam zopren, prvi kilometer zebe, pa se greješ, pa gre. Povej mi, a ta kondicija, ki jo dobiš, a ti to kaj pomaga pri delu, ali je ta kondicija stanja, ne vem, koliko ur traja transplantacija, to te nisem vprašal. To so pa enkrat smo pa malo računali in smo ugotovili, tako sem zdaj lahko
sem zelo žal odvisen od Coca-Cole ali pa Pepsija, pač ful moja go-to pijača. Škoda bi lahko rekel za sponzorstvo podcast. No, več prej povej. Ja. Pa je bilo to malo problema, veš, Coca-Cola, transplantacija. Ja, nisem več tam, ni nič profita. Ja. Še. In od takrat, ko prideš v bolnico, pa da vso opremo pripraviš, pa da gremo v tujino, največkrat gremo v tujino, pa pridemo nazaj, pa naredimo transplantacijo, pa cela operacija, ker to so ponavadi ljudje, ki so večkrat operirani, taki bolj krvavijo, ful časa traja, samo ta zadnji del operacije, da ustavljamo te krvavitve, da lahko zapremo in da je čist konc in da spijemo Pepsi ali pa Coca-Cola na konc, to je tako nekje 10 do 12 ur. Cel proces od takrat, ko prijemo bolnico in spet, da grem ven iz nje. Tako te kondicijo, ki jo dobiš s tekom, ali pa tudi, če hodiš polki v gym, to ful pomaga. No? Manj si bolan in lažje zdržiš in tudi glava ti bolj dela. No? Mislim, zdaj Ja, pa najbrž tudi po takem, dobro, seveda, recimo se naspiš, pa to, ampak po takem maratonu 12-urnem operacije in potovanja, se pa tudi največ preluftaš, če greš laufat. Ja. Vse. Tako da zdaj, mislim, da se mi je malo v življenju spremenil, imam zdaj 3-mesečnega sina, od takrat nisem bil še v gymu, kar se je rodil, in tudi nisem še stopil na turne smučke, ali pa na navadne smučke, tako da sam tečem. Ja, in od dnevne sobe do spalnice. Ne, pa tudi malo spem, teč, tako. Mislim, ker ti si poročen, se pa tudi, se neče sta poročena, ampak sva ta poročena. Je pa tudi zdravnica, ne? Ja, je pa anesteziologinja. Zdaj moram izrezati, da bom lepo povedal. Ja, je pa anesteziologinja. Tako da na srečo se kar tako razume vse te stvari, kaj pomeni, če greš, če te pokličajo, ampak na začetku je bilo pa težko, da se je navadila na ta način. Ja, absolutno. Tudi jaz sem recimo zdravnik, pa dežuram, pa delam vikende, ampak mi je vse to recimo, bi se mogel zelo navaditi, če bi jaz takole na ta način delal kot otrok, pa sploh, moja hčerka je ta trenutek 1,5 leta, lahko ti sicer rečem, da sem tudi imel občutek, ker je bila 3 mesece stara, da ne bom nikoli več šel niti v gym, niti nikamor, ampak to pol nekako mine in pol za vse spet najdeš čas, samo da je še lepši, se mi zdi, vse te potovanja in to z enim malim, ki te tam cuka skozi, tako da je krasno. No, ampak tle zdaj, evo, imam eno čast, ker jaz vedno, ko me kdo povabi na kakšen pogovor, me buzerira, če lahko tako rečem, z vprašanjem, kako najdem čas za vse, ne? Recimo otrok, služba, knjiga, podcast. In zdaj končno lahko jaz sem tisti, ki sprašuje to. Ob teh tvojih dežurstvih, letih, recimo tek, otrok, žena, kako najdeš ti čas, kako razporejaš svojo energijo? Imaš kakšen poseben princip? Ja, mislim, tako žal časa ne moraš vzeti, ker ga naredi. V resnici ga imamo vsi isto. Isto, da, 24 ur, treba je spati, treba je jesti. Žal je tako, no, da sej s prijatelji se vidim manjkrat, kot sem se včasih, pa kolikrat bi si želel. Ne moreš zmeri pol narediti vsega, ampak pol vidiš, da takrat, ko ful delaš, začneš narediš tiste stvari, zaradi katerih se lahko pač naprej še delaš. No? In pri meni to pomeni, da moram teči hoditi. No? Ja. Prej, ko še nisem imela otroka, so skupaj tudi v hribe hodila, ali pa so šla skupaj tudi na kakšno podanje, predvsem no, tako, da so skupaj v hribe hodila, to so skupaj delala. Pa zdaj boste spet, ko boste kupila ruzak. Ruzak, ja, to moraš še zrasteti, da bo glavca držal. Ja. Veš, kaj je problem moj? Jaz sem tudi, jaz sicer ne, vem, da si ti hodil a la Mont Blanc, pa to, ampak jaz grem, ne vem, na Češko kočo gor. Cool. Ampak, a veš, kar je meni problem je, da zdaj sem ful dobil idejo, bo sta malo, pa bojo dala v ruzak, ampak ta mala je zdaj 1,5 leta, ta mala ima energije neskončno. In se jaz sam čakam, da bom gor prišel z njo v ruzaku čist smrtu, ker moja kondicija tudi ni, kar je bila, in bom jo dol iz tega ruzaka ne pa boš pa in jo lovil po celem unem pašniku in gledal, kje bo zletela v nek prepad. Tako da, enkrat mi je en povedal, boš pa sam pot. Ja, ker smo bili na enem tečaju gibanja po zimi v gorah, in je rekel, ja, veste, ko ste z otroci, ker greš z otroki v hribe ali pa kam drugam, njim ni pomemben cilj,
ampak je pomembna pot. Tako da pa moraš, po mojem, pač prilagoditi se treba. Tako, kot si rekel, ko si bil študent ali pa mlajši, pa ko si imel manj časa za službo ali pa za neke te pač profesionalne stvari, si imel lahko več časa za prijatelje, več časa še za druge stvari. Zdaj, ko si pa prišel v službo, si se pa prilagodil, ti pa manj časa ostal za svoje osebne stvari. Tako se tudi tukaj treba prilagoditi, ker dobiš otroka, pač boš nehal hoditi po teh visokih hribih, boš hodil po unih, ki so narejeni za njega, ki bo njemu kul, se bo on tudi upam, da hiter, velik in bomo lahko malo šli. Veš, da to je tako, se mi zdi dva vrhova, sta najprej si tako zavedno bo dojenček, jaz ne moram več, aloh že enkrat zraste. Zdaj pa je, recimo, moja v taki krasni obdobju, da sem kar tako, aloh je tle zdaj 10 let, da smo še malo spati, veš, oči, pa tam šiba. Ampak to je blazno pomembno videti, da je otroku pomembna pot, ne cilj, in se mi zdi, da to bi se lahko vsak od nas tudi malo naučil, ker si kdaj tako, gremo na vrh, tam je, ne vem, jota pa karkoli. Ampak na poti imaš one razglede, in tudi če se konec koncev ustaviš, pa malo tam laufa on. Je to, Zakaj ne? In to sploh z otrokom se mi zdi, da si ti narediš en jasen plan, to mi je najbolj stresno vedno bilo. Če sem si jaz rekel, danes bomo spali, zato ker jutri, ne vem, se peljemo na morje, ali pa bova se peljala na morje in je bova dala ob 12 v avto, ko ima ona ponovadi, in bo takoj zaspala, in potem ne zaspi, pa so, kako je zdaj to, plan je bil drugačen. Pust se, da gre življenje po svoje. Mislim, da 3 mesece je star, pa se je že enkrat zgodilo, da smo se s kom zmenili, si dobimo jutr, takrat pa takrat. Si klical ali večer prej, ali pa jutr, sorry. Ne gre. Imamo razpad sistema in... Pa še vrtec pride pa... To je to, ne? Drugi uvid, ki mi je pa zelo važen, zdaj, ki si rekel, je pa to, da se moraš zavedati, da ne moraš vsega narediti. In to si sicer rekel v kontekstu starševstva, ampak za zdravnika se mi zdi, da je to ena stvar, ki jo mora vsak od nas vedeti, pa od sebe pričakovati, da ne bo mogel vsega. In v resnici ti recimo bil tudi vsak dan cel dan v službi. Saj je, bolnikov je dovolj, vedno je še nekdo, vedno, in da si znaš tudi sebi reči, zdaj imam pa jaz ta trenutek grem in bom prišel nazaj, ampak ne moram narediti vsega. Sem slišal tudi recimo, da v tujini imajo celo za srca tudi neke ful drage komore, ki naredijo pa prvo potok čez in lahko recimo ekipa reče po noči, zdaj ne moramo iti operirati, pred smo utrujeni in se pusti še 5 ur recimo srce do neke ure, ko so bolj spočiti. Se pravi, da iščeš tudi svoje meje. Treba se zavedati, da imamo vsi svoje meje in da je zelo nevarno, če prestopaš. In pri nas je to problem, pri zdravnikih, da je to nevaren vedno, ne samo za nas, ampak tudi še za druge. En lep slogan od Slovenija Transplanta je daj življenju priložnost. Se mi zdi tako res lepo. A ne? Tako da jaz bi še enkrat povabil sam ljudi, da si, če ne drugega, pogledajo to spletno stran, to je tudi ena brošurca z odgovori na pogosta vprašanja, ki je zelo tako poljudno in smiselno napisana. Pa to bi pa te preko hvala, Mark, in za to, da si prišel in se z mano na to lep način pogovarjal in tudi, da konec koncev daješ to življenje priložnost. Hvala za povabilo. Meni je bil ta pogovor res izjemno lep. Hvala, sem te spoštoval, že prej sem začela, zdaj pa se mi zdi, da te kar še malo bolj. Res, hvala enako. Tako da, super, hvala ti. Bi še kaj dodal? Kaj jaz vedno vprašam, za kakšno knjižno priporočilo, recimo, če bi kdo poslušal, kaj dr. Racman rad bere? Jaz bi, tako mislim, berem zdaj od septembra, sem nekje na tretjini od Bill Bryson, Human Body. To je ta kar velika... comprehensive, bi rekel. Ampak jaz sem tiste ilustrirane, sem eno tako manjšo. In mi kar zanimivo, ker so kakšne take zanimive misli noter. Ena mi je bila ta, da ne glede, da je naše telo zelo dobro narejeno, da ne glede na to, koliko se trudimo, da ga uničimo, ga ne uspemo takoj. Naprimer, če pogledaš nekoga, ki skozi kadi, ali pa če preveč pije, ali pa če preveč je, če boš ti en dan živel na tak način, ne bo nič narobe. Ampak ti moraš to delati 20-30 let, da se... in to, da lahko delaš 20 let, se že dokaže. Že tako, Da ni po 2 tednih kajanja, ajde je mrtev. V resnici. To je mogoče super poanta, ker je malo pozorilo, da ne moraš paziti, ker lahko delaš kaj zelo slabega, pa te ne bo zabolel. Dokler ni prepozen.
Ja, ker konec koncev vseeno, recimo, ne bi rad živel še 20, ampak 40-60 let in je dober point. Ful. Pa še ta knjiga, no, ki je bil, mislim, film, jaz knjige nisem prebral. Film je pa ful všeč, ker sem ga tudi na Lifu gledal, je pa Pokrpajmo žive. Pokrpajmo žive. Ja, pokrpajmo. Ja. Je pa tako glih govori o tej transplantacijski dejavnosti in kako to zgleda, tako pokažejo. A je film in knjiga, ne? Film in knjiga, Vse je francoski. to tudi spodaj v epizodo napisal te predloge, pa ta link pustil. Ok, zdaj petkov večer je, ko to snemava, kot dva človeka po nočni izmeni z malim otrokom, zihar greva zdaj še žurat, tako da bova počas zaključila in upam, da imaš vsaj kakšen dan prej tudi za vikend. Ja, ta vikend sem cel fraj, no. Da v ponedeljek pa spet v pripravljenosti. No, želim ti, da boš izjemno dobro pripravljen na vse izzive življenja, kar se mi pa sicer po tem pogovoru zdi, da si krno. Ja. Hvala, jaz tudi tebi želim vse lepo in čim manj stresen vikend. Ja, in, jaz sem tudi prej. To je pa ful dobro, no. Vidimo, kje je sam ne na tekaški stezi, ker jaz pa tečem, ampak dosti manj, ker ti si maraton, kar vem. Ja. Tako da še ena stvar taka, ki te lahko preseneti človeka, da je kardiokirurg, ima toliko energije še, da teče 40 km. Tako da hvala še enkrat tebi, pa hvala vsem tudi seveda, ki poslušajo. Upam, da je bilo čim bolj zanimivo in da bojo tudi mogoče kaj prebrali na to temo dodatno, vse linke bom pa pustil spodaj. Pa seveda, kot vedno, vsem želim zelo lep, čudovit preostanek tega petka ali pa kjerkoli dneva, ko pač to posluša. In adijo. Adijo.